Potem bi jaz to kar povezala zdaj z naslednjim predavanjem, ki se nekako dotika danes o teme, predvsem posvečene prebavi. Jaz sem upala sicer, da bo Jaroslava pred menoj, ker ona ima tisto splošno predavanje, pa bi jaz potem nadaljevala, no, ampak boste potem poslušali splošno o prebavilih, pa gremo zdaj kar na tisto, s čimer si lahko pomagamo v vsakodnevnih obrokih in ne samo, prej smo rekli, da imamo v fazi, zdaj pa ne bi šla, dobro, v fazi 3 nadomeščanja in ponovne oživitve flore potrebujemo tudi ponovno vzpostavitev normalnega prehranskega ritma, v katerega sodi tudi predvsem prehrana, ki je bogata z vsem, kar potrebujemo, in pa prehrana, ki ne vsebuje tega, kar ne smemo ali pa česar naše telo noče. In če pogledamo to sliko, zmeraj se v teh fazah trudimo priti iz ene zaobljene oblike v vitko postavo, pri čemer pa se nam vse bolj v teh zadnjih letih dogaja ne samo to, da se vračamo nazaj v to sključeno držo zaradi preveč in preveliko sedenja, temveč to, da ne ohranjamo aktivnosti, da nismo vitki in dinamični, ampak da se vračamo v to obliko, kar je popolno nasprotje te prve in prvinske želje, kadar se namenimo aktivirati sami sebe. Zdaj, poskušamo na različne načine seveda in predvsem zakaj danes toliko o tem, da je potrebno ne samo se razstrupljati, temveč da bi bilo dobro tudi nekaj kilogramov odvzeti. Predvsem zaradi tega, ker imamo v telesu dve vrsti maščobe. Ena je tista, ki je izredno koristna in se nabira pod kožo, je tako imenovana podkožna maščoba in nam deluje termogeno. To je ena od njenih funkcij, da ščiti naše telo. Druga maščoba pa je tista, ki se nabira pod mišicami, se pravi okoli hrbtenice in med organi, tista pa je v bistvu trebušna maščoba, globoka maščoba in nam dela več škode kot koristi. Zakaj nam dela škodo in na kak način? V prvi vrsti zato, ker danes vemo, da se tukaj pravzaprav oblikuje posebna žleza, posebna hormonska tvorba, bi rekli, kadar je te maščobe veliko, ki deluje samostojno in se ne odziva na komande inzulina, zlasti pa se ne odziva na naše prvotne korake hujšanja, če ne upoštevamo tudi detoksikacije. Ta posebno avtonomna, bi rekli, endokrina žleza sama po sebi deluje tako, da se ta špeh potem še kar dodatno nabira. Podkožna maščoba pa je tista, še enkrat poudarjam, ki je zaželjena in ki nam pravzaprav pomeni amortizacijo udarcev od zunaj, hkrati pa deluje tudi kot zaščita, termična zaščita telesa pred zunanjim okoljem. Zdaj, če pogledamo, številne študije so bile narejene, to ni, da si kar nekdo zmisli pa rečemo, ne, ampak ta maščoba, ki se, še enkrat pokažem, nabira v globini, je tista, ki si je ne želimo, ta, ki pa je podkožna in ki se nabira v bistvu nad mišičnimi skupinami, je termogena in si je želimo. Ta je dobrodejna. Zdaj, še v različnih prerezih prikazano, ta z rumeno puščico je podkožna, ta, ki je z rdečimi puščicami tukaj pokazana, je tista, ki se vriva med organe. In če to pogledamo recimo na telesu plastično, da imate nek prikaz, ženska stara 36 let, tehta 65 kilogramov in so jo čez dobrih nekaj let ponovno slikali na CT-ju in so slike prikazale stanje takšno. Gospa se je zredila za 50 kilogramov, pri tem je pridobila predvsem maščobe, vidite, volumen telesa se je spremenil, višina je nekako ostala ista, maščoba pa si je na jetrih v okolici srca, nekaj pridobila sicer podkožne, ampak največ maščobe se je nabralo v trebuhu. In ta maščoba danes deluje kot samostojni organ. Zakaj na to toliko opozarjamo? Zato, ker že pri malih otrocih, se pravi, ne da jih samo učimo piti vode in uporabljati vodo, tudi pri malih se moramo navaditi, da iz tistega majhnega, ki nenehno išče po hladilniku, zraste pol nekaj takšnega. Ne samo v Evropi, v Ameriki, ampak tudi v Aziji, vse več otrok srečamo, ki se poslužujejo McDonald'sa.
Na kaj opozarjamo zraven tega in zakaj je to pomembno? Zato, ker se obsegi, se pravi trebuh, ki se razširi, ga lahko tudi izmerimo in zato ni potrebno slikanje za CTM. Vidimo, da pri moških so 94 cm čez pas, čez popek še nekako sprejemljivi. Vse, kar je več kot 102 cm, pomeni veliko ogroženost za metabolni sindrom. Ta metabolni sindrom pa je pravzaprav tisto, kar ne ogrozi samo prebavil, možganovine, ampak predvsem tudi jetra. Pri ženskah je 88 cm tisti obseg, ki ga želimo. Vem, da imamo vsi različne predstave o svojem videzu. Res je, da si želimo različnih postav, najverjetneje tudi moški, ne da samo ženske sanjamo o teh moških. V glavnem, kako do tega priti in kako to doseči, je velikokrat bistveno težje, kot pa samo si zastaviti cilje. Kadar se znajdemo na precepu in v razpotju ali na jogging ali z dobro restauracijo, najverjetneje popustimo tistemu slabemu, zato je velikokrat mogoče lažje si izbrati nek treniran, nek planiran način gibanja v fitness centrih, kar pa zagotovo niso v prvi vrsti uteži. No, ker pa ni vse zmeraj tako črno, kot sem zdaj prikazala, je Kalivita našla tudi svojo rešitev, ki so ji rekli, da zadenejo starčo v cilj in seveda so pripravili v centrali en velik spekter teh pripravkov, pri katerih pravzaprav ni potrebno toliko telesne aktivnosti, čeprav je dobrodošla, ne zahteva pa intenzivnih treningov, ker si lahko pomagamo z vsemi temi pripravki, kot sta Shake One in Burn One, in pa seveda že znanimi in ustaljenimi Pure Inulin, ki je prišel lansko leto, in pa Nupalinom, pri čemer morate vedeti, da Nupalin za krvno skupino B ni primeren. Lahko pa uporabite Liverate, ki pa je primeren za vse krvne skupine. No, zakaj pravzaprav gre? Gre za to, da naše telo, če pogledamo, kaj potrebujemo, smo že prej rekli, potrebujemo vitamine, potrebujemo tudi beljakovine, ki je dobro, da so rastlinskega izvora, da niso zmeraj mesnega izvora. Zlasti se izogibamo beljakovina mesnega izvora v fazi čiščenja. Takrat so vse beljakovine, ki so rastlinskega izvora, tiste, ki so prve v vrsti, potem pa vse ostale. Minerali, elementi v sledovih, to sem že prej veliko o tem govorila, tele osnovne aminokisline telesu nujno potrebne, ki jih je pravzaprav kar 18, osnovne maščobne kisline, esencialne, se pravi neobhodno potrebne, vlakna, koliko bi moralo biti vlaken v prehrani, normalno, da rečem, enega normalno funkcionirajočega človeka, ki nima zdaj posebnih, da rečemo, nekih prebavnih bolezni. Koliko? 30. Bravo. Pikico več, ampak 30 je že tak, da rečem, lepi optimum, ja. 35 gramov se priporoča dnevno vlaknin in to bi v tej prehrani, kjer smo skoraj da pozabili na surovo zelenjavo, sadje in podobno, je to tisto, kar nam zagotavlja. Kaj zagotavljajo vlakna? Zadostno hidracijo, ker vlečejo na sebe vodo, zagotavljajo dovolj mehko blato, se pravi, da lažje odvajamo, in hkrati so vlakna tista, ki opravljajo v telesu, kadar jih uživamo dodatno, vlogo, zelo podobno vlogo, kot jo opravlja aktivno oglje. Aktivno oglje pa je tisto, ki vleče vso umazanijo v prebavilih nase in pa predvsem tudi ščisti črevo in prebavila dosti dobro. So pravzaprav ena zelo dobra podlaga in garancija za to, da se rak prebavil težko razvije ali pa da se skoraj da ne more razviti. In kadar pogledamo ponovno celotno sestavo, boste videli, da imamo tukaj paleto prehranskih dopolnil, v kateri so zajeti vitamini in minerali, seveda različnih okusov, in pa imamo še nekaj, kar nam pomaga pokuriti tisto, kar je v telesu že nakopičeno. In zdaj, če se obrnemo, ne vem, koliko poznate že One Diet. Ste si verjetno že vsi prebrali, pa tudi verjetno že kaj informirali. Pripravljeni so kot napitki in jih bomo danes tudi poskusili, ne Maja v odmoru. Pripravljeni so kot napitki, ki se pravi kot prah, kot proteinski prah. To so izolati sirotkinih proteinov,
Sirotka je tista, ki ima beljakovine kratkih verig in so telesu zelo lahko dostopni in zelo hitro telo nahranijo. Imate tudi mlečne beljakovine, ki seveda nosijo drugi spekter in ki jih iz mleka po 40. pravzaprav ne moremo dovolj dobro, bi rekli, izrezati in jih ne moremo dovolj dobro pokoristiti. Tukaj so izolirani obliki in telesu narejeni tako, da so zlahka dostopni. In kadar razmišljamo o tem, moramo vedeti tudi, mi je neka animacija izmanjkala. Dobro, moramo vedeti tudi to, moje igračke so šle. No, moramo vedeti tudi to, da so dodane te zdravilne kot alfa-lipoična kislina, ki je izredno dobrodejna za stanje ožilja in zdravje ožilja. L-karnitin in L-tartrat pomagata ne samo pri snovi jetra, ampak predvsem pri uporabi vsega tega, kar je v teh paketih noter. Vidite pa, da imamo tudi inulin, ki zelo dobro regulira sproščanje sladkorja v tem primeru. In pa inzulina predvsem. Tako da, kadar pogledamo, kaj imamo na razpolago, boste rekli, koliko pa ima to kalorij. No, na en obrok dobimo z tem, kadar mešamo z vodo, 113 kilokalorij ali pa 477 kilodžulov, jaz še znam vedno bolj v kalorijah kot v džulih. In če rečemo, da nekdo, ki se čist nič ne giba, porabi na dan 1500 za bazalni metabolizem in za presnovo telesa nasploh, potem veste, da je to, če je to en obrok, pa če rečemo krat 3 na dan, ne dobimo niti 1/5 tega, kar telo potrebuje ob minimalnem gibanju. Ogljikovih hidratov je na en obrok 10 gramov, kar ni veliko, vemo pa, da jih telo potrebuje. Zdaj 3 grami so sladkorjev, se pravi, nimamo veliko za skladiščiti in pospraviti, 1,5 grama pa je vlaknin na obrok, kar je izredno dobro, saj te vlaknine so tiste, ki pravzaprav spet pomagajo presnavljati in vlažijo celotno obrok. Imamo nekaj soli in elektrolitov in pa tudi beljakovin, za katere smo rekli, da so take dobrodejne in pomagajo telesu tudi graditi in obnavljati ne samo mišice, ampak tudi hormone. No, če pogledamo, komu priporočamo ta Shake One, priporočamo tistim, ki želijo hujšati, tistim, ki se razstrupljajo in potrebujejo v 3. fazi dosti dobro podporo in hkrati spet kvaliteten obrok, da začnejo normalno jesti po tisti fazi, ko so izločali hrano. Tudi po vadbi, ker gre za beljakovinsko kombinacijo obroka, ta je posebej primerna za po vadbi in pa predvsem tistim, ki nimamo ali pa nimate časa cel dan si nekaj pripravljati pa nositi seboj, je zelo dober kvaliteten obrok, ki ga lahko imate praviloma kar v torbici in si ga z vodo tudi naredite. Zdaj, Shake One imamo pravzaprav v različnih oblikah, vidite, prej sem imela vaniljo, zdaj imam čokolado, imata 2 različni in izjemni aromi in tudi 2 izvrstna krasna okusa. Beljakovine dajo občutek lakote, vlakna in beljakovine pa dajo tisti, ki nam dajo občutek sitosti, v bistvu dodajo tudi k tvorbi mišic, k obnavljanju zalog beljakovin v telesu, seveda pa se znosijo s seboj tudi vitamine, minerale in pa ta esencialna hranila, ki jih sicer iz hrane, take na hitro pripravljene, nikjer ne dobimo. No, v različnih oblikah so majhni in veliki paketki, se pravi, ti majhni so že pripravljeni obroki in to res ne zahteva veliko prostora v neki ženski torbici, še moški lahko dajo v poslovni suknjič. No, in kot nadgradnja tega pa so pripravili še tisto, s čimer lahko pokurimo in s čimer si lahko pomagamo prečistiti organe v 3. in 4. fazi, to je Burn One. V tem Burn One pa je posebnost to, da pravzaprav nikjer v njem ni nobenih sladkorjev, nikjer v njem ne boste našli tega, kar je v Shake One, ampak je posebej zasnovan na tem, da je kombinacija vseh snovi, ki so narejene za to, da telesu kurijo maščobe. Se pravi, imamo nekaj, kar spodbuja kurjenje in med katerim je najmočnejši kapsaicin.
Seveda pa imamo še karnitin, kofein, so ekstrakti zelene kave, ne samo zrna, ampak tudi listov zelene kave, se pravi ekstrakti čilija in koncentrati čilija, za katere vemo, da so v kozmetiki že dolgo znani kot najmočnejša liposukcijska sredstva. In imamo pa seveda vse tisto, kar še dodatno podpira delovanje jeter in naših prebavil in naših organov. Birdone priporočamo pri tistih, ki si želijo na nek način hitro podporo pri hujšanju, pa nimajo dovolj znanja in vedenja, kaj vse skupaj zložiti, je tukaj že vse na enem mestu. Damo tudi tistim, ki želijo pospešiti presnovne procese in spodbuditi svoj metabolizem, ki je nekako zaspal in se polenil, tudi pred vadbo, da se dodatna energija in sprosti in nam da zagon, hkrati pa seveda tudi pokuri. In pa vsem tistim, ki v prvi vrsti želijo spremeniti svoj življenjski slog. Zdaj, pri spremembah življenjskega sloga imejte pač v mislih, da ni problem iz te postave v to, večji problem je svoje možgane premakniti iz teh, ki smo jih dali na off, v ene kvalitetne in predvsem dobro funkcionirajoče možgane. No, za komu še priporočamo, da na kratko mogoče za slikami, za tiste, ki ste bolj moji tipi, vsi, ki so tako imenovani couch potatoes, pa se ne znajo premakniti, ne vejo, kako začeti, je kombinacija Shake One in Burn One izrazito dobra. Pri vseh tistih, ki ne vejo, kako bi se uprli čokoladi in ostalim sladicam, pri vseh tistih, ki so predhodno že poskušali in so vmes obupali in rečejo, imam slabo srce, ne morem. Pri vseh tistih, ki se podležejo različnim sezonam in različnim letnim časom, se pravi tudi po zimi, tudi poleti, tudi v fazi čiščenja sta oba pripravka izredno dobrodejna v vseh različnih situacijah, pravzaprav na vseh kontinentih in tudi na potovanjih in pa tudi v različnih da rečem, pozicijah na tem svetu, bi rekli, v cerkvi bi rekli, tako na zemlji kot na nebu, hvala in amen. Evo, tak. Aha, tega ste pustili. Tako. Najlepša hvala, Ivica, za to čudovito predavanje. Jaz mislim, da je bilo ogromno uporabnih informacij. Zdaj imamo mogoče še ene par minut, ki lahko izkoristimo za kakšno vprašanje. Potem vas bom pa povabila vse ven v avlo na en kratek odmor, kjer bomo lahko vse omenjene preparate tudi poskusili. Imate pa tudi potem vodo, pa še par prigrizkov na voljo za vse tiste, ki ste zdaj malo izgubili energije. Ima kdo kakšno vprašanje mogoče? Mene sam zanima, pa to je bolj za kalivito vprašanje, zakaj mora biti kofein zraven, recimo jaz ga ne maram, pa odkot pride na 100 gramov 10 gramov čistega sladkorja v Diet One. To me zanima, ampak ne vem. Prvo vprašanje, zakaj mora biti kofein zraven, zaradi tega, ker kadar hočemo spodbuditi en metabolizem in hočemo okrepiti delovanje antioksidantov, potem potrebujete zraven kofein, ki se, ta dva se najlepše mešata in predvsem v drugi in tretji fazi, recimo razstrupljanja, je to zelo dobrodejna kombinacija. Se pravi, ni škodljiv? Ne, ker niso takšne količine, ki bi lahko bile škodljive in bi bile iritabilne. Ni kofein v tisti obliki koncentrata, ki bi naredil ekscitacijo, ker pol bi ga Parkinsoniki po mojem pokupili takoj. Na drugi strani vprašanje pa je bilo še, zakaj... Odkot 10 gramov? Ni sladkorja, 10 gramov oglikovih hidratov. Ne, piše 100 gramov, od tega sladkorja 10 gramov, tako piše. Aj, pa sem pa jaz s tabo prebrala. Ne, vi ste rekli za porcijo, za porcijo je 3 grame, ampak na 100 gramov je 10 gramov sladkorja. Bom še enkrat pogledala. To je bolj najbrž vprašanje za firmo. Ne, gledajte še enkrat. Na porcijo je 9,9 gramov pri vaniliji, 9,9 gramov oglikovih hidratov. Od tega je sladkorja 2,7 grama. Na porcijo, ja. Na porcijo in 9 gramov sladkorjev, pa ni nujno, da so to vsi glukoza, lahko je tudi saharoza, fruktoza in ostali sladkorji. Se me zanima samo, iz katere so sestavine pride toliko sladkorjev, če je še kaj dodano, kar ni bilo napisano. Mogoče od asaj jagod, jaz ne vem.
Ja, sej, no, Iz beljakovin jih ne more priti, ker beljakovine imajo praviloma tam 3,6–3,8 grama ogljikovih hidratov na 100 gramov snovi, ne. Tako da imamo pa še tu noter, morate vedeti, ovsena vlakna, pomarančna vlakna, pšenični otrobi so tudi noter. Tako da tu pa lahko nastanejo dodatni oziroma... Ni nobenega sladila, recimo. Ne, v tem ne, sladila so v burnoutu. Aha, sej to samo to me Ja. zanima. Ja. Ne, tukaj pa so v bistvu tile dodatki, kot so res ta pomarančna vlakna, ovsena vlakna, ki tudi, kadar so hidrolizirana in ekstrahirana, prinesejo nekaj še fruktoze Ja, vsekakor. in ostalih ogljikovih hidratov s seboj. Super, ja, hvala lepa. Prosim. Nisem prav dobro razumela, ne poznam te zadeve, ampak recimo starejši imamo težave z mlekom in z mlečnimi izdelki, ne? In tukaj notri pravzaprav iz te sirotke najbrž ni. Smo lahko mirni, da ne vpliva na noben način. Na intoleranco laktoze? Ja. Vsekakor je boljše prej poskusiti, ker če so ekstrakti, je zmeraj lahko neka sled za pri tistih, ki imajo izrazito intoleranco laktoze. Sama laktoza ni navedena med sestavinami, so pa seveda hidrolizati, tako da je potrebno to preveriti. Pri vsakem to jaz, mislim, tu pa ni nobene garancije, tako da. Jaz imam še eno vprašanje in sicer ste rekla, da nopalin ni dober za krvno skupino B. Zakaj in recimo, če je dober za skupino A, B ali bo tam, ker je B odpade? Tu vam bom jaz ne bom zdaj odgovarjala, bom prepustila to dr. Somborčevi, ker to ona zelo rada vedno razloži, pa ji bom prenesla to vprašanje. To je predvsem pri kapljici krvi in to Jaroslava zmeraj sama razloži in mislim, da je prav, da to potem tudi njej, ker tam je pa ona najmočnejša. Vmes je bilo še eno vprašanje, pa ga bom samo posredovala. Gospa je vprašala, če je primerno tudi za dekleta oziroma bodoče mame, se pravi za tiste, ki se pripravljajo na zanositev, a bi lahko ti preparati jim škodili mogoče? Se pravi za shake one ali za burn one? Zdaj, za tiste, ki se pripravljajo na zanositev, ne vidim nobene škode. Pri tistih, ki pa zanosijo, pa jaz zmeraj spodbujam naravno hrano, predvsem z veliko maščobami in morate vedeti, da nosečke vse potrebujejo kvalitetne omege in pa predvsem naravne maščobe, kjer je treba dodati na dan vsaj 3 do 4 žlice, velike žlice, jušne žlice oljčnega olja. Kljub omegi še oljčno olje. Mamice, ki niso močne v maščobah, ne bodo naredile otroka s kvalitetnim živčevjem. In če boste nosečkam jemali, že tistim, ki hočejo zanositi, če vzamete maščobo, bo težko zanosila. Zato, ker manjka 12% maščobe v telesu, ni šanse, da ženske zanosijo. In če hočejo potem donositi otroka in če mora biti ta otrok zdrav, z zdravim imunskim sistemom, potrebuje taka mamica kvalitetno olje, pa zagotovo se od olja ne bo zredila. Zredila se bo od sladkorja. In če se vrnem na vprašanje, takrat, ko enkrat ženska zanosi, na vsak način čim bolj sveža hrana, čim manj koncentratov in takrat bi rekla ne praškov. Dobar dan, jaz bi pa rada vprašala, koliko časa se lahko to pije in če se lahko pije in burn in shake skupaj v enem dnevu? Sprašujete me o liniji One Diet? Ja. Koliko časa, toliko, da naredite zagotovo eno kuro. Če smo prej rekli, da je kura recimo 4, optimalno 6 mesecev, lahko ves ta čas to pijete. Seveda pa je potrebno ne samo to je točka 1, pravilna kombinacija, nekako največ v teh študijah, ki so bile do zdaj narejene, pa v praksi uporabljeno, je bil burn one enkrat dnevno. Lahko tudi eventualno pri močnejših do 2-krat dnevno, če boste pa prekoračili, pa lahko to sproži tudi različne driske in podobno. Tako da nima smisla pretiravati, ker pravi rezultati se dosežejo, ko ti spremeniš življenjski slog, to, kar smo govorili v prvi fazi pri razstrupljanju, kjer seveda moramo vedeti, da v fazijah razstrupljanja je potrebno, tako kot sem rekla, hidrirati telo, zadostne količine zaužite tekočine, na drugi strani vsaj nekaj gibanja dnevno, kar pomeni 45 do 60 minut, kot se priporoča tudi v knjižici, ki je priložena izdelkom, in pa vsaj hoje, in pa na tretji strani vse, kar dodatno čisti, kakšne kopeli, kakšna savna,
ne, plavanje, tisto, kar ni za nekoga, ki se na to pot poda prezahtevno. Ker že samo hujšanje, že samo čiščenje, že samo postenje na nek način telo zelo izčrpa in utrudi, naše misli so zelo okupirane in običajno prva faza je res naporna, se potem zadnji meseci so veliko lažji. Ampak lahko 4 do 6 mesecev, če seveda uživate dovolj tekočin, pa če ni posebnih res zdravstvenih težav, kjer je potrebno predvsem pri burn one paziti. Še kakšno vprašanje? Gospa Mira je prej še malo nadgradila tisti vaš odgovor oziroma želela je vprašati, če bi potem, se pravi, ko ženska že zanosi, bi raje svetovala, da prekine za uporabo te linije? Mislim, da sem odgovorila na koncu. Ja, sem ne, rekla, da da praškov v ravno, ne. nosečnosti, tekom same nosečnosti, naj bo hrana čim bolj sveža, čim bolj vitalna, čim bolj domača, če je možno, in pa seveda raznolika. No, vse tako sem tudi jaz razumela. Ne bi praškov, jaz nisem pristaš, ne glede na to, nikoli ne vemo, na kak način se potem plod odzove, kaj vse prestopa membrano in glede na to, da živimo v Sloveniji, ki je bogata z vsem, si vsaj takrat, ko smo noseči, res lahko privoščijo ženske tisto, kar otrok morajo privoščiti otroku, le najboljše. Tako. Hvala, prosim še za en aplavz, no. Zdaj vas pa res povabim na odmor. Tako da boste lahko vse napitke tudi sprobali, vas v avli že čaka naša Diana.